Pozdravljeni. Danes bomo skušali ugotoviti, kateri so tisti pravi koraki, ki jih bodo pri Scuderii Ferrari naredili, da bodo prišli iz te krize, v kateri so se znašli. Menim, da je vsem nam, ki spremljamo Formulo 1, očitno, da pri Scuderii Ferrari so v krizi. To smo videli naprimer na zadnjih 4 dirkah za veliko nagrado. In seveda treba je dobiti rešitev, treba je poiskati pot iz te krize. Po zmagi na veliki nagradi Monaka je seveda šlo vse strmo navzdol. In po veliki nagradi Velike Britanije je sledil še drugi udarec. Namreč odhod tehničnega direktorja in istočasno človeka, ki je zadolžen za razvoj same šasije. Govorim o Enricu Kerdileju. Seveda ne bomo sedaj razglabljali, ali je bil ta odhod pričakovan, ali bo to dobro ali slabo za Ferrari. Dejstvo je, da v ključnem trenutku tudi na kadrovski strani je velika pomanjkljivost. Frederic Vasseur je začasno prevzel tudi vlogo tehničnega direktorja. Ampak Vasseur je menedžer, nima izkušenj z vodenjem ekipe tudi v tistem tehničnem delu. In seveda lahko bo tam formalno, ampak vidi se takoj, da manjka tisti glavni profil, ki bi lahko seveda razvoj usmeril v pravo smer. A zanimivo je, kakšne nadaljne korake bodo naredili pri Scuderii Ferrari v naslednjih tednih. O tem poroča spletni portal motorsport.com v italijanskem jeziku. Seveda članek je bil objavljen 10. julija. Njihov pristop bo izjemno pragmatičen. Uporabili bodo zaenkrat vse tisto, kar imajo na voljo. Torej, nekateri malce bolj zlobni bodo dejali, da bodo uporabili tisto, kar vedo, da ne dela. Seveda poznajo točno hibe in prednosti obeh aerodinamičnih paketov, zato ju bodo uporabljali ustrezno z karakteristikami proge, ki jim bodo prišle nasproti. Najprej je na vrsti velika nagrada Madžarske, kjer bomo lahko videli tisti paket, ki smo ga najprej opazili na veliki nagradi Španije. Tisti, ki, poenostavljeno povedano, povzroča tako osovraženo odbijanje. In zakaj? Enostavno zato, ker na progi v Hungaroringu je samo en ovinek, četrti, tisti, kjer bi se lahko nekako pričakovalo ta nezaželen pojav. Torej, najboljši, najmodernejši paket posodobitev na progi, kjer odbijanje ne bi smelo biti preveč očitno. Ampak teden dni zatem pride na vrsto velika nagrada Belgije, proga Spa-Francorchamps. In kaj bomo videli tam? Seveda ono prvo izvedenko, ono, ki smo jo ugledali pravzaprav z prihodom Ferrarija SF pomišljajo 24 Evo na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli. Tu odbijanja si ne smejo privoščiti in ovinki v Spaju so čisto nekaj drugega od onih v Hungaroringu. Ampak verjamem, to so le neke zasilne rešitve, ki ne rešijo težav, katerim smo bili priča. Zato tu viri navajajo, da na veliki nagradi Nizozemske bo prišel tisti pravi posodobitveni paket, ki naj bi odpravil vse te težave, ki smo jih spremljali na zadnjih dirkah. Ampak tu sam osebno
imam kar nekaj vprašanj, nekaj dvomov. Seveda, na veliki nagradi Velike Britanije so pri Ferrariju primerjali tisto starejšo verzijo, imenujemo jo Imola, s tisto novejšo verzijo, imenujemo jo Barcelona. In ugotovili, kje ima ena prednosti in seveda, kje je boljša druga. A težava je v tem, da pravzaprav je dirka za veliko nagrado Madžarske 21. julija, velika nagrada Belgije 28. julija in nato velika nagrada Nizozemske 25. avgusta. Vsakdo izmed vas bo dejal, da je časa na pretek. Namreč inženirji morajo najprej pogledati podatke, nato si zamisliti rešitve, jih sprojektirati, te projekte morajo preveriti, če delujejo, naprimer v vetrovniku ali na simulaciji CFD. Ko je vse to opravljeno, je treba še kos narediti, kar zahteva svoj čas. Seveda, vsakdo izmed vas bo dejal do 25. avgusta in bo pa le ratalo vse to sprovesti. Ampak ste pozabili, da v poletnem premoru morajo biti ekipe 2 tedna zaprte. Torej, če malce posplošim, koliko časa imajo v resnici pri Ferrariju, da napravijo vse to. Če pogledamo, da je velika nagrada Velike Britanije se pravkar zaključila, imajo, hočeš nočeš, pred seboj 4 delovne tedne. Ne rečem, da je nemogoče vse to pripraviti in seveda imeti zanimivo veliko nagrado na progi v Zandvoortu tudi za navijače Scuderie Ferrari. Govorim o tem, da bo časovno izjemno tesno. In seveda, tu se poraja še drugo vprašanje, ki pa nima nobenega hudobnega namiga. Namreč, če so težave Ferrarija SF Pomišljaj 24 Evo takšne, da se jih lahko odpravi z novim aerodinamičnim paketom v mesecu dni, se verjetno lahko vsakdo izmed nas sprašuje, kaj so čakali do sedaj. Je bil Enrico Cardile tisti, ki je zaviral tu rešitve, ali pa je zgodba čisto drugačna? Verjetno na to vprašanje mi, navdušenci, odgovora ne bomo dobili nikoli. Ampak v Zandvoortu je upravičeno pričakovati nekaj, kar bo tako Carlosa Sainza mlajšega, kot tudi Charlesa Leclerca postavilo malce višje, na tista mesta, ki si ju oba zaslužita. Ne govorim pravzaprav o kakšnih zmagah, ampak vsaj, da bosta sposobna se aktivno boriti za zmagovalni oder. Takšna so moja pričakovanja. Verjamem, da za nekoga prenizko, za druge pa morda previsoko, ampak nekje je treba začeti. Prišli smo do konca tega prispevka. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.